Pozdravljeni v podkastu Misija kakovost. V tej epizodi bomo pozornost namenili orodju ORCA, orodju za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti izkazanega znanja, ki ga je razvil Državni izpitni center s podporo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Podobna verzija programa je sicer namenjena tudi analizi rezultatov splošne mature, RIC pa razvija tudi verzijo programa, ki bo podpirala podatke poklicne mature in bo namenjena srednjim strokovnim šolam. No, mi pa bomo danes več izvedeli o sami uporabi orodja na osnovnih šolah. Tega uporabljajo za analizo dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja. Namen orodja ORCA je jasen, da se ti podatki o znanju učencev vrnejo na šole in omogočijo učiteljem, da izluščijo ugotovitve za svoje delo. Z gostjami, ki prihajajo z osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja-Bled, bomo govorili tudi o prednostih, ki jih ORCA prinaša šoli in učiteljem, pa o tem, kateri podatki so najbolj dobrodošli, kako na podlagi analize teh podatkov usmerjajo svoje delo v razredu in na šoli, pa tudi s kakšnimi morebitnimi težavami se pri uporabi tega orodja srečujejo. Kako priti do podatkov, ki si jih želimo, in kako jih uporabiti pri poučevanju, nam bosta predstavili Sara Petrič, učiteljica slovenščine, in Metka Jemec, učiteljica matematike. Še prej pa pozdravljam ravnateljico osnovne šole, profesorja dr. Josipa Plemlja-Bled, gospod Tanjo Miller. Dobrodošli. Pozdravljeni. Torej, program ORCA je pripomoček za strokovne delavce osnovnih šol, za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti dela na šoli, ponuja vpogled v dosežke učencev pri NPZ-jih na šoli in tudi v Sloveniji. Uporabljajo ga vse šole, a je njegova uporaba vseeno odvisna od kulture samoevalvacije na šolah. Kako je pri vas? Ga uporabljate, koliko in s kakšnim namenom? Ja, na naši šoli ga uporabljamo v bistvu že od leta 2020, tako da učitelji vsako leto po opravljenih NPZ-jih, ko so znani rezultati, upravijo tudi analizo. Analiza je precej podrobna na posameznih področjih. Ugotavlja se v bistvu, kje so tisti presežki, kje so primanjkljaji, in na podlagi v bistvu teh rezultatov se potem tudi načrtuje za naprej, kako v naslednjem šolskem letu mogoče pri določeni osnovi, pri generacijah, kaj spremeniti. Torej, ne gre le za vpogled v stanje in preverjanje dosežkov učencev, torej da na primer veste, ali ste nad ali pod državnim povprečjem, temveč vam ti podatki in analiza teh podatkov dajo tudi usmeritve za naprej in so nekakšen sestavni del samoevalvacije na šoli, ki poteka v bistvu vsako leto. Ja, tako je. Seveda zagotovo verjetno si vsi na šolah najprej pogledamo, kje smo v Sloveniji, kakšno je povprečje, ampak seveda tukaj moramo se zavedati, da marsikaj v bistvu lahko vpliva na to povprečje, ki ga imamo. Ja, in tako kot sem že v začetku povedala, so nam to neke usmeritve za načrtovanje dela vnaprej, tako da tudi v bistvu z kolektivom potem pri načrtovanju se izpostavi, kaj je tisto, kar bi bilo potrebno razvijati. Pa mogoče to, da ni vedno samo to stvar tistih učiteljev, tistega predmeta, kjer se to znanje preverja. To v bistvu pravzaprav smo vsi tisti, ki moramo prispevati k nekemu splošnemu razvoju šole. In koristi od tega imajo pa tudi učenci, ne? Ja, seveda. Verjetno najbolj relevantni so nam podatki, ki jih dobimo od šestošolcev. Zdaj po novem bo to tudi 3. razred, kajti to so še, če rečem, tisti material, ki ga imamo na šoli, s katerim moramo delati. Verjetno pa tudi devetošolcem neka usmeritev za naprej, saj konec koncev se njihovo šolanje potem še nadaljuje. Vseeno pa na tem mestu vprašam, torej na katerih področjih ali pa pri katerih predmetih, če nadaljujeva to vašo misel, se vam zdijo podatki, ki jih dobite z orodjem ORCA, najkoristnejši? Omenili ste 9. razred, devetošolce. So ti podatki za vas koristni? Kako je mogoče pri teh 3. predmetih, kjer NPZ-ji ne potekajo vsako leto? Seveda največ lahko naredimo ravno tam na rezultatih, kjer se v bistvu vsako letno dobimo rezultate. To so v bistvu tuji jezik in pa, tuji jezik v 6. razredu, potem slovenščina in pa matematika. 3. predmet pa seveda na vsake toliko časa pridejo ti rezultati, ampak vseeno mislim, da so tukaj neke usmeritve učitelju lahko za naprej. Ampak najbolj relevantni so pa seveda podatki tisti, ki jih lahko 6. razred in pa 9. primerjamo. Zdaj, podatki so na voljo, drugo vprašanje pa je seveda, kaj z njimi počnemo in kako dobri smo pri uporabi in analizi teh podatkov. Ali vaši učitelji znajo uporabljati orodje ORCA, kako dobro ga uporabljajo vsi?
Na začetku, ko se je to orodje v bistvu uvedlo tudi pri nas, je bilo v bistvu neko interno izobraževanje za učitelje, je pa res, da potem seveda je pa to bolj nekako uporaba pripadala aktivom, ki se s tem letno srečujejo. Tako da znotraj aktiva se potem v bistvu to znanje prenese naprej, pa moram reči tukaj, da verjetno tudi aktiv matematike, ker je le bolj tak program, ki ga oni bolj obvladajo, da je potem ta pomoč tudi ostalim. Pri učiteljih, ki se pa to srečujemo, ki se srečujemo vsake toliko časa, v 9. razredu za ta 3. predmet je pa seveda potrebna potem pomoč, ker le niso toliko mogoče vešči kot vsi. Bi bilo pa mogoče res zanimivo, da bi pa lahko zdaj, ko bo v 3. razredu tudi v bistvu na razredni stopnji v bistvu večkrat posegli, oziroma verjetno bomo, želimo si, da bi tudi vpogled v 3. razred imeli, da bi tudi učitelji v bistvu na razredni stopnji imeli možnost tega vpogleda. Je zanimanje med učitelji na razredni stopnji tudi za to? Trenutno še nismo o tem, ampak je pa vsako leto potem, seveda, ko so neki znani rezultati, predvsem v 6. razredu, neke usmeritve tudi potem za učiteljice razredne stopnje, kje so tiste vsebine, stvari, na katerih bi smiselno, da tudi oni dajo poudarek. Hvala za enkrat, Tanja Miller. Zdaj pa si oglejmo konkretno uporabo orodja Orka in kako podatke, ki jih dobite z njegovo pomočjo, v svoje delo vključujete učiteljici z osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja-Bled, ki se mi boste pridružili pred mikrofonom. Z nami sta tudi Sara Petrič, učiteljica slovenščine. Lep pozdrav. Pozdravljeni. In Metka Jemec, učiteljica matematike. Lep pozdrav. Seveda za vaju najprej vprašanje, koliko časa že uporabljate to orodje, Metka? Ja, jaz matematiko na šoli poučujem že več kot 20 let in od leta 2006 spremljam NPZ-je in delamo analize. In od leta 2020, torej zadnja 4 leta, pa intenzivno uporabljamo program Orka RIC. Sara, ga je enostavno uporabljati, kako je bilo usvojiti to znanje? Ja, ta program sicer zahteva nekaj začetnega usposabljanja, potem se lahko spopadeš tudi s tem, da si pogledaš kratek predstavitveni film in priročnik je objavljen na spletni strani Republiškega izpitnega centra, potem se pa sam ukvarjaš s tem, kaj vse program ponuja. Je pa res, da v aktivu vedno tudi sodelujemo in si pomagamo. Večkrat smo se pa obrnili tudi na pomoč k matematikom, da so razjasnili marsikatero dilemo, ki se nam je pri uporabi programa pojavila. Gre torej v neki meri tudi za samo iniciativnost učiteljev, ali je potrebno tu tudi vodstvo oziroma podpora vodstva v tem procesu? Res je, ja, vodstvo omogoča to izobraževanje, potem je pa veliko odvisno od samo iniciativnosti učiteljev, ki se povezujemo in sodelujemo. Pri vas ta samoiniciativnost torej obstaja, pa nas zanima zdaj, kako konkretno se orodje Orka uporablja. Metka Jemec, vi ste pripravili predstavitev in nam boste konkretno pokazali, zakaj vse ga uporabljate in do katerih podatkov pridete. Ja, kot sem rekla, s pomočjo programa Orka RIC lahko naredimo zelo kakovostno analizo. In sicer, potem, ko vpišemo uporabniško ime in geslo, damo potrdi in se nam pokaže ta osnovna slika. Osnovna slika predstavlja različne analize. Imamo možnost osnovnih analiz, analize po nalogah, analize dodatne vrednosti in analize po meri. Glede na to, da NPZ uporabljamo oziroma pišejo učenci v 6. in 9. razredu, potem najprej izberemo razred. Potem izberemo rok, katerega želimo predstaviti, in potem imamo na izbiro, ali izberemo vse učence ali skupino. Torej, možnost imamo tudi kreirati skupino, to jo lahko kreira administrator v primeru heterogenih skupin v 9. razredu. Bistvo analize našega dela, torej analize v 6. in 9. razredu, je zagotovo najprej primerjava dosežkov med osnovno šolo, torej dano šolo, in pa Slovenijo. Torej, če si pogledamo recimo konkreten primer tabelaričnega zapisa, kaj vse imamo možnost pogledati, torej koliko je bilo pri nas prijavljenih, recimo 83 učencev, udeležilo se ga je 81 učencev in povprečje na šoli je 53,5. Tako lahko tudi vidimo povprečje pri Sloveniji, ki je recimo 49,1 odstotna točka, torej vidimo, da smo bili majčkeno nad državnim povprečjem. Seveda,
Druga večja možnost, ki nam pokaže veliko več podatkov, je ta, da si pogledamo porazdelitev dosežkov po grafu. Torej, grafično si lahko pomagamo ali stolpičnim diagramom, črtnim diagramom ali pa paličnim diagramom. Torej, imamo 4 območja. Tukaj imamo zeleno območje, tukaj lahko pogledate, imamo učence, ki dosegajo spodnjo četrtino dosežkov, torej prva četrtina učencev. Nato imamo rumeno območje, to so učenci z dosežki okrog sredine, torej povprečja. Potem rdeče območje, tukaj so dosežki učenci okrog zgornje četrtine in vsi modre oznake, modro področje je 10% najuspešnejših učencev, to so res tisti od 90 do 100%, torej odstotnih točk. Kaj vas učitelje najbolj zanima, najbrž vsa območja, ampak ste mogoče na katero bolj pozorni, mogoče na tiste učence, ki komaj dosegajo na primer določene ravni znanja? Ja, se strinjam. Tukaj lahko pogledamo kar konkretno za našo šolo za lansko leto v 6. razredu. Seveda si pogledamo analizo. Tudi ta analiza nam pokaže, koliko učencev je bilo pod zelenim območjem. Torej, zagotovo si pogledamo vzroke, zakaj je bilo tako, ali je bil učenec nemotiviran, ali je bil odsoten, ali je bil, kaj se je zgodilo. Seveda nas pa navdihuje tudi to, koliko učencev je v zadnjih 10%. Torej, da smo neko delo dobro opravili in kaj moramo še popraviti. Ja, torej ta graf porazdelitve dosežkov nam dejansko pokaže naše rezultate učencev, ki jih tudi potem predstavimo kolegom. V nadaljevanju si lahko pogledamo graf indeksa težavnosti po nalogah. Tukaj vidimo graf z zeleno črto, nam kaže našo šolo, torej rezultate naših učencev, in z rdečo rezultate slovenskega povprečja. No, v lanskem letu smo bili recimo v 42 postavkah nad državnim povprečjem, v 8 postavkah pa pod. In za nas, za učitelje, je to bistveno, da si pogledamo, katera odstopanja imamo navzdol, ker tam si potem pomagamo, da bodo ta odstopanja v nadaljevanju čim manjša oziroma da jih toliko izboljšamo, da bodo kasneje odstopanja navzgor. In pa seveda tudi odstopanja navzgor in pogledamo, kateri cilji, katere konkretne naloge lahko popravimo oziroma kje smo delali dobro, kje smo dali več poudarka in tako dalje. No, tukaj bi še rada pokazala pregled dosežkov v 9. razredu. Imamo možnost tudi predstavitve grafa, torej program nam nudi predstavitev grafa po 10%, in sicer koliko učencev je bilo zajeti zopet v primerjavi z Slovenijo, v prvih 10%, potem od 11 do 20 in tako dalje, in koliko jih je bilo recimo v zadnjem delu. Zdaj vidimo lahko odstopanja, recimo zanimiv je podatek, tam, kjer je 14,9 odstotnih točk za našo šolo in 7,1 odstotnih točk za državo. To pomeni, da so bili recimo v tem območju naši učenci bistveno bolj uspešni, recimo v zadnjem delu pa skoraj enako. Ta analiza nam pokaže tudi to, da se znamo orientirati za naprej. Zdaj, ena od možnih izbir, torej program, to orodje ORCA-RIC nam nudi tudi izbiro, da si lahko pogledamo skozi leta našo uspešnost na šoli. Torej, izberemo oziroma označimo si tista prostorčke, kjer želimo izvedeti za posamezno leto, in če si pogledamo rezultat, nam zelo analitično pokaže odklon, torej ali smo dosegli pozitiven rezultat ali negativen. Zdaj, leta 2020 je prazen stolpec, zato ker je bilo to leto korone in takrat se NPZ ni pisal. Zdaj, tukaj lahko opazimo tudi napredek iz leta 2015 do leta 2019 in potem spet od 21 do 24. Znotraj aktiva analiziramo te napredke, padce, ugotavljamo, kaj je drugače, kaj smo delali pravilno, kaj lahko izboljšamo, in predvsem bistveno je to, da res z učenci delamo na tistih področjih, kjer je bil primanjkljaj. No, kar je pa za učitelja najbolj pomembno, pa je, da pogledamo, pri katerih konkretnih ciljih
smo bili pod povprečjem. To nam pokaže graf oziroma tabela, kjer je razlika torej v negativno smer. In tukaj si lahko pogledamo, recimo decimalna števila množijo in delijo s potenco števila, smo bili majčkeno pod povprečjem, to pa pomeni, da se s kolegi dogovorimo, da drugo leto temu damo večji poudarek, torej za naslednjo generacijo in hkrati tudi v tej generaciji, kjer so to pisali malo slabše, da izboljšamo v naslednjem letu. Ena od možnih izbir je tudi izbira po razredih. Torej, če učitelj nas zanima, kako so pisali, ne vem, recimo 9C razred, lahko izbere analizo po nalogah tudi po razredih. In sicer v tem primeru sem pokazala 9C. Ima možnost pregleda vseh nalog preko šifer in seveda tudi imena učencev, ki so pisali test, lahko vidi dosežke in njihove rezultate. Torej, poleg tega lahko vidijo vsako nalogo, njegovo rešitev, lahko s tem to je res ena najboljših analiz. Torej, lahko sledite posameznemu učencu. Tako, posameznemu učencu, kako je reševal in to jaz tudi letos počnem v 9., kako so v 6. reševali, da pogledamo, kje so bili primanjkljaji, da pogledamo stvari, torej, recimo tukaj nisi rešil, zakaj nisi, pogledamo vzroke, zakaj so pustili prazno, nekateri imajo tremo, nekateri imajo slab dan, nekateri imajo dober dan in tako dalje. Tako da, ja, zelo, zelo dobra analiza je res ta, torej po postavkah, da si pogledamo, kako so reševali. Vam pa to najbrž vzame nekaj časa, ne? Ja, saj kot učiteljni imamo večkrat popoldan zaseden za to, da se temeljito usedemo in naredimo analize. Če hočeš delati dobro, je zagotovo to ena osnova. Ja. Potem pa še zadnja stvar, ta se mi zdi pa tudi zelo zanimiva, in sicer analiza dodane vrednosti. Kaj to pomeni? Če pogledamo graf, nam omogoča vpogled v napredek učencev od 6. do 9. razreda na posamezni šoli v primerjavi z učenci v Sloveniji s primerljivimi dosežki. Če to razložimo, ta modra črta, ta moder graf nam pove, kje približno bi učenec, ki je v 6. razredu dosegel neko vrednost, neke odstotne točke, kakšno vrednost bi mogel doseči v 9. In vidimo odstopanja. Odstopanja, recimo tukaj imamo konkreten primer, zelo na začetku navzgor, torej z rdečo barvo so označeni fantje, z zeleno pa dekleta. In vidimo, primerjava. In ta primerjava nam res veliko pokaže, ali smo v teh letih od 6. do 9. razreda delali dobro, ali je napredek, in recimo v tem konkretnem grafu se vidi, da je. Sara, zdaj je Metka povedala, do katerih podatkov se lahko pridete s pomočjo orodja Orka, torej lahko spremljate šolo, lahko spremljate posamezen razred, posamezne učence celo in različne tipe nalog. Kateri podatki so vam kot učiteljici slovenščine najpomembnejši oziroma najkoristnejši? Ja, po neki upravljeni analizi smo na primer ugotovili, da so imeli učenci težave s kritičnim sprejemanjem besedil. In potem smo naredili načrt in pregledali, zakaj je do tega prišlo, ter ugotovili, da je prišlo do tega ravno zaradi nenatančnega branja navodil. Tako da, ko smo predstavljali potem analizo ostalim kolegom v kolektivu, smo poudarjali, kako izredno je pomembno branje daljših besedil, natančno branje navodil, ki je v bistvu neka osnova za učenje pri vseh predmetih, ne samo pri slovenščini. In ravno to, da učenec zna prebrati besedilo, da je sposoben tvoriti dobra besedila, je ena izmed stvari, ki mu skozi učni proces zelo dobro pridejo. Prav. Torej, te podatke ste vi vključili v svoje lastne poučevanje, hkrati pa ste nekaj napotkov oziroma idej posredovali tudi drugim, ne? Torej, niso koristni ti podatki samo za vas. Ja, že pred leti smo v bistvu pregledali učni načrt po celotni vertikali, sodelovali smo tudi z učitelji razrednega pouka in pregledali smo, katere cilje, katere postavke v bistvu lahko nadgradimo v kasnejših razredih, na kaj morajo biti pozorni učitelji nižjih razredov, tako da res učnemu načrtu lahko sledimo zelo dobro.
Sara, omenili ste bralno razumevanje, ne? To res učenci usvajajo v bistvu že od 1. razreda. Kako so te vaše ugotovitve, ki ste jih dobili s pomočjo Orke, nekako sprejeli, pa tudi drugi učitelji, učiteljice, ne? Rekli ste, da ste se pogovarjali, ampak vseeno treba je najbrž imeti določeno zaupanje, sodelovanje tudi v samem kolektivu na šoli. Ja, res je. Se povezujemo, sicer pa menim, da bi temu povezovanju mogoče lahko namenili še več časa, da bi se večkrat skozi leto lahko povezovali in ugotavljali, katere cilje so učenci določene generacije dosegali slabše in jih potem nadgradili naslednje leto. Zdi se mi, da je na primer več pozornosti treba namenjati branju daljših besedil, branju z razumevanjem, nekemu analiziranju navodil, potem pa sami tvorbi ali ustnih ali pa pisnih besedil. Metka, eno področje, ki se je izkazalo mogoče za nekoliko šibkejšega pri matematiki na vaši šoli, pa je pretvorba merskih enot. Najbrž ste na podlagi teh podatkov, ki ste jih dobili, naredili nek načrt, kako to področje pri učencih izboljšati? Ja, torej, ker smo dosegli malo slabši rezultat pri merskih enotah, smo se odločili, da bomo vsem učiteljem po vertikali nekako predstavili ta problem, in sicer na ta način, da bi bolj konkretno delali z učenci, da bi te merske enote predstavili na konkretne načine, da bi učenci več merili, da bi šli ven, torej tudi vzunaj recimo predstavljali, kaj je ar, kaj je hektar, ker si učenci tega ne predstavljajo. In zato smo tudi imeli malo slabši rezultat. Zdaj lahko povem, da sem tudi na podlagi tega, da so merske enote v ciljih pri fiziki, govorila tudi z učiteljem fizike, in on je dal tudi potem v naslednjem letu večji poudarek tem. Torej gre tudi za medpredmetno sodelovanje, torej ne samo pri enem predmetu, ne? Ja, seveda. To je nujno. Pa pri bralnem razumevanju najbrž enako, ne? Navodila je treba poznati pri katerem koli predmetu. Seveda, ja, saj vsi predmeti zahtevajo neko ukvarjanje z besedili. Načeloma. No, to sodelovanje med ne samo različnimi učitelji istega predmeta, temveč tudi med učitelji različnih predmetov, je pa spet področje in vprašanje, za katerega bomo k pogovoru povabili ravnateljico Tanjo Miller, ki jo ponovno vabim, da se nam pridruži. Metka Jemec, najlepša hvala zaenkrat vam. Sara, vi pa ostanete še nekaj časa z nami, ne? Ja. Tanja Miller, Metka in Sara sta povedali, kako uporabljata orodje Orka, katerim podatkom namenjata največ pozornosti, kako potem ugotovitve vključujeta v svoje delo, pa kako se veliko pogovarjajo tudi z različnimi učitelji istega predmeta, pa tudi širše. Torej se na šoli veliko pogovarjate o podatkih, dosežkih NPZ-ja tudi širše, torej da ne ostane debata samo v okviru določenega aktiva ali pa da jih uporablja samo ena učiteljica, en učitelj, ampak nekako je to podprto strani šole tudi, da je ta razprava širša. Ja, tako je, Ana. Tako kot ste verjetno že slišali od obeh učiteljic, stvar je kompleksna, ampak mislim, da če se v bistvu tega zavedamo, pravzaprav ugotovimo, da to ni del samo tistega aktiva, kjer se določen predmet ocenjuje, ampak je pravzaprav delo vseh učiteljev. In če se predstavi na tak pravilen način, v bistvu, in da se poveže z ostalimi in predmetnimi učitelji in razrednimi učitelji, lahko vsi vidimo, da k temu nekaj prispevamo. Se pravi, določeni primanjkljaji ali izboljšave se lahko že uvedejo tako na razredni stopnji oziroma medpredmetno. Kolegica je omenila bralno razumevanje, seveda je to stvar, ki je povezana pri dosežkih vseh predmetov. Tako da zagotovo je pomembno se povezovati, potem pogovarjati. Največ seveda temu časa se namenja takrat, ko je stvar najbolj aktualna, znotraj posameznih aktivov pa seveda tekom leta, ko se načrtujejo dejavnosti. Ali te načrte, predloge, izboljšave, ki so v procesu samoevalvacije nastale z analizo rezultatov NPZ-jev s pomočjo orodja Orka, vključite tudi v kakšen šolski dokument, v letni delovni načrt šole, na primer, ali pa v program razvoja šole? Ja, zagotovo vsako leto to vključimo v letni delovni načrt, v samoanalizo. Tudi smo se odločili, da bo to del naše samoevalvacije, da vidimo, kje smo, kaj lahko izboljšamo. In pa tudi, lahko si izberemo potem določene projekte, stvari, s katerimi ciljno še bolj razvijamo stvari, ki bi si jih želeli izboljšati.
Sara, vseeno bi vas vprašala, ali lahko mogoče te podatke dosežkov učencev pri NPZ-ju učitelj, učiteljica vzame preveč osebno. Kakšno mora biti to zaupanje v kolektivu, ne, pri enem predmetu, pa tudi širše, da se potem ne zgodi kaj takega, da pride do nekakih primerjav, zamer, zavidanja, pohval, da nekako ne pride do primerjanja med različnimi učitelji, šolami, učenci. Ja, res je. V bistvu zaupanje mora biti v kolektivu, zaupanje mora biti od strani vodstva. Je pa tako, da nehote vidiš, kakšno povprečje je dosegla naša šola, kakšno je državno povprečje in seveda primerjaš. Problem pa je, da se ne zapleteš preveč v to primerjanje. Mogoče celo, ne vem, kakšne šole doživljajo pritiske lahko strani staršev, strani vodstva in se je res pomembno zavedati, da so si generacije med seboj različne. Da nek dosežek ni odvisen samo od učitelja, ampak od raznih dejavnikov. Naprimer, ne vem, otroci, ki so samozavestnejši, tisti, ki boljše prenašajo stres, lahko dosežejo boljše rezultate kot njihovi vrstniki. Tako da se mi zdi, da je pametno, da krepimo tudi te kompetence pri učencih. Tanja, kako vi gledate na to? Torej, kako se izogniti nekakšnemu ocenjevanju, primerjanju šol, učiteljev, učencev? To je lahko past mogoče in tudi razlog, da se nekateri učitelji ne odločijo za uporabo orodja Orka. Mislim ravno nasprotno. Mislim, da če bi učitelji uporabljali tako intenzivno kot to pri nas, dejansko pa res vidiš, čemu ti ta analiza služi, da to v bistvu res ne moreš primerjati. Ker tukaj ste videli na konkretnem primeru pri matematiki, kaj ti dejansko res pomeni na nivoju posameznega učenca, kaj ti na nivoju posameznega razreda. In če v bistvu razumeš, kaj ti pravzaprav ta analiza pove, v bistvu veš, da se ne moreš med sabo primerjati. Ker tako je rekla že Sara, imamo različne generacije, tudi šola, ki je mogoče nekje na podeželju, šola, ki ima več priseljencev, zagotovo so to drugačni že vstopni pogoji za pisanje nek NPZ. Je pa učitelju seveda v nek pogled za njegovo delo in to je pa tisto, kar si lahko on sam primerja, ali 6. razred, 9. razred oziroma mogoče v bodoče tudi 3. razred. Sara, mogoče na tem mestu še vprašanje, ali ti dosežki, ki jih dobite z Orko, govorijo tudi o znanju učencev. Vemo, da rezultati na NPZ-ju ne odsevajo realne oziroma ne odsevajo ocene, ne moremo jih preleviti v oceno v šoli, pa vendar vam kaj pokažejo na to, da se nekako znanje učenca in njegovi dosežki so nekako povezljivi? Ja, res je. Pri slovenščini so pisna ocenjevanja znanja sestavljena zelo podobno. Upoštevamo tudi Bloomovo 3-stopenjsko lestvico. Tako da dosežek na nacionalnem preverjanju znanja mogoče lahko primerjamo s pisnimi ocenami, je pa končna ocena pri slovenščini seveda sestavljena tudi iz ustnega ocenjevanja, veliko imamo govornih nastopov, tako da sigurno ni primerljiva. Mogoče zdaj kljub vsemu omenimo, ste opazili kakšne omejitve teh podatkov, ki jih lahko dobite z orodjem Orka? Si želite mogoče še kakšne dodatne vrste podatkov, ki bi jih z njim lahko dobili? Ja, recimo, ena dobra stvar bi bila, da bi recimo lahko imeli tudi vpogled v rezultate učenca, ki se je mogoče na našo šolo preselil, vpisal kasneje. Se pravi, za tega otroka podatka, kako je pisal, mogoče NPZ v 6. razredu nimamo. To bi bila mogoče tudi ena fajna stvar, da bi tudi učitelju lahko, še posebej se ni otroka, ki ga ne poznaš in če ima že nek rezultat odprej, lahko z njim bolj ciljno delaš. 3. razred verjetno bo kasneje tudi mogočen vpogled, seveda pa tukaj vemo, da določeni učni cilji do 3. razreda so drugačni, ki se potem nadgradijo, povečajo še naprej po vertikali. Tako na mogočem začetku te dve stvari. Sara, generacije učencev, to ste tudi vi omenili, se zelo razlikujejo med seboj. Lahko vseeno podatke uporabite na prihodnjih generacijah učencev. Kakšne so vaše izkušnje? Ja, lahko jih seveda. Naprimer, dala bi kakšne konkretne primere. Mi se pri pouku slovenščine veliko pogovarjamo in dogaja se nam, da učenci na vprašanje, ali vam je bilo prebrano besedilo všeč ali ne, odgovarjajo zelo skopo. Všeč mi je, ker je kratko, ali pa ni mi všeč, ker je dolgočasno, in jih potem navajamo, da utemeljujejo svoje odgovore, da so izčrpni, ker bi res radi dobili neke kritične bralce in dobre tvorce besedil.
Kje vidite izzive za še boljše in širše uporabo tega orodja? Je to mogoče tudi fluktuacija učiteljev, ki se najbrž dogaja v slovenskem prostoru, a ne? Učitelj, ki pride na novo, se mora tega na novo priučiti. Mogoče iz podobnega razloga kot prej, ko smo rekli, če pride nov učenec na šolo, v bistvu tega rezultata nimamo. Prav tako pa verjetno učitelj, ko pride na novost, mora v bistvu v kolektivu najprej se v bistvu pridobiti podatke, neke osnovne informacije od generacije, ki jo je pridobil, pa je mogoče že imela neke rezultate od prej. Verjetno pa za nove učitelje zagotovo je potrebno neko usposabljanje, da so vešči uporabe tega orodja. Ja, zato je pa res pomembno, da sodelujemo. Ne? Vsak nov učitelj, ki pride v naš aktiv, ga seznanimo z našim delom, ga seznanimo tudi z Orko, seveda na koncu, ko se bodo delale analize. Učitelji mogoče tudi se povezujejo v bistvu okoliške šole preko mogoče regijskih sklicov, ki jih imajo preko Zavoda za šolstvo, sigurno tudi tam se določene informacije, podatki o uporabi delijo tudi z njimi. Če bi zdaj za konec našega pogovora potegnili črto, za vas, Sara, kaj je največja prednost orodja Orka? Največja prednost se mi zdi, da lahko res pogledamo področja, kjer naši učenci dosegajo boljše in tudi seveda slabše rezultate in da potem prilagodimo celotni učni proces temu. Tanja, pa za vas? Ja, mislim, da če jo v bistvu se uporablja res na tak intenziven način, marsikaj lahko doprinese. V bistvu celotno delovanje šole vnaprej lahko kreira, kaj je tista pot, kam želimo iti, kaj moramo izboljšati. Saj konec koncev vsi si želimo učenci, ki bodo zaključili šole pri nas uspešni in z nekim znanjem za naprej. Tanja Miler, Sara Petrič in Metka Jemec, najlepša hvala za pogovor, s katerim smo orodje Orka pokazali kot koristen pripomoček v izobraževanju, tako pri izboljšanju učnih rezultatov učencev, kot tudi pri podpori učiteljev pri njihovem delu. In dobre izkušnje in odzivi šol na program so pripeljali do tega, da je RIC pripravil tudi verzijo programa za podatke splošne mature, torej program, ki ga uporabljajo gimnazije, sedaj pa je v razvoju še verzija programa, ki bo podpirala podatke poklicne mature in bo namenjena srednjim strokovnim šolam. Vam želimo seveda uspešno delo in veliko znanja, tako vam seveda kot tudi vašim učencem. Hvala lepa. Hvala. Hvala.